V tretjem izzivu bodo učenci najprej samostojno odkrivali podnebne pasove Azije, nato pa boste skupaj raziskali, kako enako nalogo opravi računalnik. Tako boste spoznali pomemben postopek analize podatkov, sestavljanje gruč na podlagi podobnosti. Pred ogledom tega videoposnetka vas vabim, da si preberete navodila za tretji izziv na spletni strani. V škatli z gradivi boste našli naslednje: prazne klimograme, zemljevide Azije ter sete kartic s klimogrami. V enem takem setu je 6 ločenih kompletov kartic. Ločite jih po številkah na karticah. Vse kartice, ki spadajo v en komplet, imajo na primer tukaj številko 1, vse, ki spadajo v drugi komplet, imajo tukaj številko 2 in tako naprej. Na ta način jih boste lahko po uporabi v razredu spet ločili v komplete. Poleg tega v škatli najdete še večje karte s klimogrami. Te ter manjše kartice so primerne za večkratno uporabo. Lahko jih uporabi več učiteljev z iste šole oziroma eden učitelj v večjih razredih. Vsaka skupina bo potrebovala en komplet kartic s klimogrami, 4 prazne klimograme ter en zemljevid. Na spletni strani smo za vas pripravili nekaj predlogov za uvod v uro in podrobno opisali navodila za prvi del, kjer ne boste potrebovali računalnika. Izvedbo prilagodite znanju vaših učencev in razredu, v katerem izvajate aktivnost. Starejši učenci, na primer, bodo klimograme že poznali, medtem ko jih boste mogli mlajšim učencem najbrž najprej sploh predstaviti. Bolj podrobno bomo zato v tem posnetku pogledali, kako izvesti drugi del ure, kjer boste potrebovali računalnik. V tej tabeli si lahko pogledate podatke, ki jih prejme računalnik. Vidimo, da je v prvem stolpcu ime mesta, lokacija pa je podana z geografsko dolžino in širino. Vidimo tudi podatek o nadmorski višini. Sledijo podatki o povprečnih mesečnih temperaturah ter padavinah. Računalnik na podlagi teh podatkov sestavi 4 gruče. Ogledamo si jih lahko na tem zemljevidu. Vsaka gruča je predstavljena s svojo barvo. V tem okvirčku lahko izberemo eno od gruč, na primer drugo. Na desni se nam bo pokazal povprečni klimogram zanjo. Opazujemo lahko tudi posamezne klimograme. Če kliknemo na en kraj, bomo videli klimogram za ta kraj. Izberemo lahko seveda tudi več krajev hkrati, pa bomo videli povprečni klimogram zanje. To storimo tako, da kliknemo na izbrani kraj, na tipkovnici držimo tipko Shift in med držanjem poklikamo vse kraje, ki jih želimo izbrati. Za zaključek ure smo na spletni strani pripravili krajšo razlago o postopku gručenja. Če in kako boste to predstavili svojim učencem, prepuščamo vam. Material prilagodite svojemu razredu. Prosimo vas, da po koncu ure fotografirate pobarvane zemljevide in izpolnjene klimograme, kar za vsako skupino. Kot pri prejšnjih 2 izzivih, bomo tudi tokrat veseli, če boste naložili tudi kakšno fotografijo iz razreda, kjer se ne vidi obraza učencev. Pa srečno z izzivom!